Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. V Savinjski regiji predvidena realizacija 30 projektov vrednih 58 milijonov evrov. Na 56. MUS-u 650 razstavljavcev in 1100 blagovnih znamk. Kronoterm ob jubileju na tržišče poslal toplotno črpalko Adapt Max. Celjani v uvodnem krogu gostijo Ormož, Velenjčani gostujejo v Škofji Loki. Na včerajšnji 5. redni seji je Svet Savinjske regije potrdil projekte, ki so jih za to finančno obdobje uspeli vključiti v dogovor za razvoj regij. Skupaj je za regijo namenjenih 57,8 milijona evrov, z njimi pa bodo v prihodnjih letih realizirali 30 projektov. Potem, ko je Razvojni svet vzhodne kohezijske regije v začetku julija za Savinjsko regijo dokončno potrdil izpogajano vsoto v višini skoraj 58 milijonov evrov, so na tokratni seji župani regije potrdili tudi projekte, za katere so se predhodno uspeli uskladiti. Svet regije je potrdil 30 projektov, ki se bodo na 5 različnih področjih uvrstili v dogovor za razvoj regije. To je krovni dokument za to 7-letno finančno perspektivo, ki ga podpiše Svet regije in pa resorno ministrstvo. Ti projekti so na različnih področjih in so izvleček iz regionalnega razvojnega programa in neke vrste prioritete za obdobje 2021 do 2027. Vrednost teh projektov je 76 milijonov evrov, od tega je sofinanciranja predvidenega v višini 55 milijonov evrov. Od 30 projektov jih 28 so prijaviteljice občine, 2 projekta od teh pa pripravlja regionalna razvojna agencija, so neke vrste krovni dokumenti za celotno Savinjsko regijo. Največ bo projektov z področja zelene infrastrukture in gradnje kanalizacijskih ter vodovodnih omrežij. Projekti bodo potekali v večini občin, razen v 3, ki pa jih glede na predvidene pogoje niso uspeli vključiti. Največ sredstev bo namenjenih za vodovode v skupni ocenjeni vrednosti 30 milijonov evrov, potem sledijo kanalizacije v skupni ocenjeni vrednosti 24 milijonov evrov, potem sledijo podjetniški inkubatorji in sicer 2 mrežna podjetniška inkubatorja v skupni ocenjeni vrednosti 7,3 milijonov evrov. Za zeleno infrastrukturo je 11 projektov v skupni ocenjeni vrednosti 10 milijonov evrov, sledijo pa še državne kolesarske povezave v skupni ocenjeni vrednosti 4,5 milijonov evrov. Mi smo se morali ukviriti v razpoložljiva sredstva in kar precej usklajevanje potekalo. Seveda je v pripravi projektov bilo kar nekaj tudi nezadovoljstva, predvsem pri manjših občinah, ampak pravila igre nismo pisali v Savinjski regiji, nigdi po regijah, ampak je ga pisalo ministrstvo. In na nas ni bilo drugo, kot da smo te projekte tudi prilagodili. Kot sem pa dejal, veliko občin ima neke druge prioritete, za katere pa ne more pridobiti evropska sredstva iz tega mehanizma dogovora za razvoj regije, nekih velikih ali večjih drugih razpisov, za te prioritete pa žal ni. Čeprav je rok za oddajo projektov podaljšan, pa bo, kot kaže, prav Savinjska regija tista, ki bo uspela prva oddati vso dokumentacijo. Glede na to, da smo na začetku zelo zategnili, kar se tiče terminskega plana, Savinjska regija ne potrebuje podaljšanja roka javnega poziva, tako da naslednji teden 10. računamo, da Razvojni svet regije potrdi projekte in da lahko še dejansko po prvem roku, konec septembra, oddamo popolno dokumentacijo na MKRR. Potem pa je neke vrste predvideno, da bi v naslednjih 3 mesecih stekel tako imenovani teritorijalni dialog,
ko bi ministrstva med sabo preverila izvedljivost teh projektov, ali sodijo v njihove prioritete in potem bi se to pripravilo vse potrebno za podpis dogovora za razvoj regije. Mi si pa želimo, da bi nadaljne aktivnosti, predvsem v povezavi z resornimi ministrstvi, stekle čim hitreje, da bi občine kot prijavitelji lahko čim prej prišle do črpanja teh predvidenih evropskih sredstev. Obenem so župani na tokratni seji potrdili tudi začetek priprave regionalnega prostorskega plana, a je bilo ob tej točki slišati kar nekaj negativnih komentarjev. Svet regije je danes tudi sprejel 2 sklepa, ki sta vezana na pripravo regionalnega prostorskega plana. Z njim je pooblastil regionalno razvojno agencijo, da vodi postopek priprave tega plana, ki je predviden v prihodnjih 4 letih. In drugi sklep na to področje se je nanašal na sofinanciranje izdelave tega projekta. 60% bi naj skladno z zakonom prispevalo ministrstvo, 40% pa tudi občine. In odločili smo se, čeprav z grenkim priokusom, ker dvomimo v izvedljivost tega projekta v relativno kratkem času, glede na izkušnje občinskih prostorskih načrtov, smo se odločili, da ta sklep tudi potrdimo. Direktorica Regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Stopinšek je zbrane seznanila še s potekom projekta PONI, v katerem nudijo podporo mladim podjetnikom. Slednjega so že uspešno zaključili v Celju, trenutno pa teče v Gorici pri Slivnici. Celjsko sejmišče bo med 18. in 22. septembrom gostilo 56. mednarodni obrtno-podjetniški sejem. Letos bo na njem sodelovalo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami. Neposredni razstavljavci prihajajo iz 9 držav, zastopane blagovne znamke pa iz 26. Med 18. in 22. septembrom bo celjsko sejmišče gostilo 56. MOS, ki bo letos potekal pod sloganom Skočite iz okvirjev in odkrite nove priložnosti. Nekako s tem sloganom skušamo povedati, kaj MOS dejansko danes predstavlja. MOS je poleg razstavnih prostorov še veliko spremljajočih prireditev, osebnih stikov, srečanj z kupci, dobavitelji, vidiš, kaj dela konkurenca, vidiš, kaj se dogaja na trgu, v tujini, kaj pripravljajo, kaj ponujajo naše ministrstva, kaj ponujajo zbornice, tako da dejansko je postal dogodek, kjer lahko tudi vsakdo najde nekaj za sebe, ne več tako kot 20 let nazaj, ko je vsakdo našel nekaj za sebe, da je kupil, nesel vrečke domov. Na letošnjem MOS-u se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami. Direktni razstavljavci prihajajo iz 9 držav, zastopane blagovne znamke pa iz 26. Tudi letošnji MOS je razdeljen na 5 segmentov. MOS dom, to je za vse tiste, ki gradijo, obnavljajo, razmišljajo o tem. Potem naslednjo področje MOS turizem, podobno kot vsako leto. Vemo, da je MOS tudi druženje. Za druženje vsaj v Sloveniji mora biti tudi kakšna dobra kapljica, pa kaj dati za v usta, tako da tudi na tem področju zopet ne bo manjkalo široke ponudbe. Potem tretje je MOS Plus, to je še nekako ta klasika, stari MOS, tako da kljub temu sem rekel, da ni več glavni, da jih večina gre z vrečkami domov, ampak še zmeraj lahko nekaj odnese, še zmeraj kakšna zanimiva stvar. MOS tehnika in digitalizacija. Tukaj je predvsem oprema, rekel bolj kot ne za domače mojstre, nekaj pa tudi za podjetja, predvsem veliko rešitev na področju digitalizacije. Potem pa nam ostane MOS Business to Business. Ker Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na tem sejmu sodeluje na različne načine, so za njih zelo pomembni obsejemski dogodki in kongresi. Torej, na tem dogodku, ki bo potekal ob robu letošnje otvoritve, bo sodelovalo celotno slovensko gospodarstvo. Izpostavimo, bi rekel, teme, ki so pereče, ki so pomembne za gospodarstvo, in cilj je, da to postane nek vseslovenski vsakoletni dogodek, ki bo osrednji dogodek za gospodarstvo v povezavi z vsakokratno vlado. Dogodek smo naslovili Povezani za prihodnost.
Gre za soočenje z najbolj ključnimi, bi rekel, pomembnimi v tem trenutku za nas ministri, ki nam lahko prisluhnejo in pomagajo pri tistih naših predlogih in pripombah, ki po našem mnenju do sedaj v nekih danih trenutkih pač niso naleteli na neka plodna tla. Pestro bo, kar se tiče programa in dogajanja, tudi na stojnici Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tekom naše aktivnosti boste lahko videli najnovejše inovativne smuči, kolesa, na razpolago bo tudi pogled v potujočo razstavo Charlesa, se pravi razstavo, katera že 16. leto zapored poskuša ponomočiti vse Slovence o rabi slovenskega lesa. Seveda ne bodo manjkale niti aktivnosti na področju športa, kulture in seveda tudi turizma, ker bodo potekale razprave o tem, kje smo trenutno, kam želimo priti in kaj tisto, kar v bistvu Slovenija oziroma tudi samo gospodarstvo želi. Tako da na našem razstavnem prostoru tudi letos mislim, da smo naredili še korak dalje. Na nacionalnem tekmovanju v poklicnih spretnostih se bo v 13 panogah pomerilo 90 tekmovalk in tekmovalcev. Frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, razvoju spletnih strani, pohištvenem in stavbnem mizarstvu ter CNC reskanju. Kot se vsi z mojimi sogovorniki tukaj zavedamo in seveda še širša javnost, problem je s kadri, tako da s takim prikazom želimo navdušiti mlade, da se odločijo tudi za kakšne take poklice, ki mogoče niso znani oziroma jim še niso poznani. Na lanskem Mosu so zabeležili več kot 65.000 obiskovalcev. Dobrega obiska pa si nadejajo tudi letos. Podjetje Kronoterm iz Trnave, ki trenutno zaposluje 120 ljudi, je proslavilo 35-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so javnosti predstavili najnovejšo toplotno črpalko Adapt Max, ki je primerna za večje stanovanjske objekte, poslovne stavbe, hotele, kopališča, vrtce, šole in bolnice. Takole so v podjetju Kronoterm v družbi svojih poslovnih partnerjev in kupcev na spektakularen način odkrili novo modularno toplotno črpalko Adapt Max za poslovno in industrijsko uporabo. Smo pripravljeno tako rešitev, kjer investitorju ali pa projektantu ne pusti prostor za dvom v smislu tehnične odločitve, ne? Ali bo dosegali dovolj visoko temperaturo, da bo sanitarna voda dovolj pogreta, da ne bo problemov z legionelo, ne? Kar se je recimo v preteklosti tudi dogajalo. Takšnih dvomov, kot je ta, dejansko s to našo rešitvijo ni več. In to nas zelo veseli, ker pa imamo za to napravo tudi Keymark, vse certifikate glede učinkovitosti, hrupnosti in ostalega lahko praktično čist na celem evropskem trgu mi to tržimo in prodajamo. In to je potem tudi ena velika možnost za nas, da na tem področju naredimo en velik korak naprej, pa tudi razširimo naše poslovanje. Adapt Max je v bistvu namenjena, mi generalno rečemo poslovno pa industrijsko uporabo, ampak to so recimo vse stavbe od recimo večjih hiš, recimo v Italiji en velik trg, kjer so spomeniško zaščitene recimo stare vile. Tam se ne da recimo ogromno izolacije dati na fasado in recimo so primerne recimo posamezen modul Adapt Max. Potem so več stanovanjske stavbe, recimo bloki, potem so, ne vem, take podjetja, kot je recimo naše ali večje, tovarne, potem so hoteli, kopališča, šole, spravi, ogromno je nekih potencialnih primerov uporabe. S črpalko Adapt Max želijo v Kronotermu tisto, kar jim je uspelo doseči pri hišnih toplotnih črpalkah, doseči tudi na področju večjih komercialnih toplotnih črpalk. Adapt Max je v svojem razredu v primerjavi s svetovno konkurenco veliko bolj učinkovit, varnejši in tišji. Z njegovim razvojem so v Kronotermu začeli že leta 2017. Spravi, sam produktni roadmap ali pa produktna vizija je bila narejena že 2017.
ampak to je pač v bistvu del razvoja širšega produktnega spektra, ne samo recimo Adapt Max, ne. Ampak takrat smo načeloma že nekako zastavili temelje. Sicer pa ima podjetje Kronoterm, ki trenutno zaposluje okrog 120 delavcev na področju toplotnih črpalk, že 35-letno tradicijo. V teh 35 letih gre podjetje čez marsikakšne ovire in vzpone ter padce, pa je nam kar nekako uspelo, ne samo preživeti, ampak da tudi nadaljne razvijamo podjetje, rešitve, da imamo možnost vlagati v razvoj, širiti naše znanje in tudi, lahko rečemo, občasno postavljati trende na tem področju. Tako da to je, kar eno tako navdušenje, ne. Je pa, tako kot v gospodarstvu, pridejo dobri časi, slabi časi, časi debelih krav, suhih krav, ampak važno je, da takrat ostaneš, ko je obdobje suhih krav, da ostaneš nekako živ, pa še sposoben se naprej razvijati, ne. To pa lahko rečem, da dosegamo tudi na tak način, da v bistvu že vsa leta, odkar je podjetje, dobiček ostaja v podjetju za razvoj. Podjetje Kronoterm okrog 60% svojih izdelkov proda na tujih trgih. Kar je tudi zelo fajn, da nismo tako vezani samo od enega trga, pa od domačega trga. Nekako najbolj pomembni trgi so pa za nas ta DACH regija, se pravi Avstrija, Švica, zelo dobra, potem Italija, tudi precej, Irska, Velika Britanija se nam zdajle fejst odpira, tudi s temi rešitvami imamo zelo dobrega partnerja, ki dela na tem področju, potem pa Nemčija pa Francija. Kronotermovi poslovni partnerji in kupci iz Slovenije in tujine so lahko na srečanju v Trnavi do podrobnosti spoznali njihov najnovejši produkt Adapt Max. Gostitelji so poskrbeli tudi za primerno kulinarično ponudbo in zabavni program. V dosedanjih 33 rokometnih državnih prvenstvih sta 31 naslovov osvojila Celje, Pivovarna Laško in Gorenje, ki se na slovenskem rokometnem prestolu izmenjujeta tudi zadnjih 12 let. V Celju in Velenju tudi v novi sezoni ne skrivajo najvišjih ambicij. Aktualni državni prvaki bodo novo državno prvenstvo v soboto odprli z gostovanjem v Škofji Loki. Celjani bodo v Zlatorogu brez kaznovanih Tadeja Mazeja in Vukašina Antonijeviča gostili Ormož. Kar se pa tiče tistih neporavnanih računov z Ormožem, nam nikoli ni prijetno, da se dogajajo take stvari. Temu se moramo vsi skupaj izogibati in že od mlajših selekcij voditi mlade športnike, mlade ljudi v sklopu fair play. Tako da sem absolutno prepričan, da jutri nas ne pričakuje nobeno nadaljevanje tistega, kar se je zgodilo po tekmi v Ormožu. Z Ormožani imamo dober odnos, tudi z vodstvom, tako da verjamem, da odpremo sezono v enem pozitivnem vzdušju, z enim novim elanom in še enkrat vabilo za vse naše navijače, da pridejo in mi si seveda želimo, da prvi točki ostanejo v Zlatorogu. Bi rekel, kar je en velik izziv za Vajdla in pa seveda tudi za nas, kajti rokometni klub Gorenje Velenje se zaveda, da hodi s tarčo okoli, imamo tarčo na hrtu, branimo ta naslov, vsi bojo seveda želeli premagati, bi rekel, nas, tako kot do sedaj. Zavedamo se tudi, da tekma se ne bo odločila po 10 minutah, to bo en trd boj, prvo kolo, kjer imajo vsi, bi rekel, še ogromno energije, ogromno elana, želje, tako da moramo paziti, vedno je bilo zanimivo, ampak ne nazadnje smo v vlogi favorita, vse bomo naredili, da te prve točke prenesemo v rdečo dvorano in potem gradimo naprej, tako da kaj druga kot zmago si ne smemo, bi rekel, zamišljati, tako da vodi samo to borbo od prve do zadnje minute.
Zvečer in po noči se bo razjasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v Alpskih dolinah okoli 10 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno zjutranja in deloma dopoldansko meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Čez dan bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, popoldne se bo nekoliko pooblačilo tudi v hribih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod pa že bolj oblačno. Popoldne se bodo v zahodni Sloveniji pričele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na ponedeljek razširile proti vzhodu. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne v morju jugo. Ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Do večera bodo od severozahoda ponehale. Nekoliko hladneje bo. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav do takrat.